N1 podcast s Suzano Lovec. Dober dan, dragi gledalke in poslušalke, dragi gledalci in poslušalci. To je N1 podcast, jaz sem Suzana Lovec, moja gostja pa danes pisateljica in novinarka Pia Prezelj. Dobrodošli. Živijo. Pia, vaša zadnja knjiga Bili smo trije marsikaj je premišljevanje občutkov negotovosti, neznanega, je spraševanje o varnosti in navezanosti. In vsekako je tudi spraševanje o tem, kaj je družina, kaj je dom, kako nas definirajo družinski odnosi, tudi tisti mogoče, ki jih ni bilo ali ki jih ni, njihova odsotnost, spraševanje, iskanje. Kaj pa je za vas varnost? Madonca, kakšno dobro prvo vprašanje. Mislim, danes, ko mi nekdo reče varnost, pomislim na to hišo, v kateri živim, ki ima vrt, pa ima gozd, pa ima potok, pa ima neko okolje, ki ga prepoznam kot svoje. Jaz sem ogromno enega časa preživela v okoljih, ki mogoče niso bili najbolj moji. In zdaj končno sem se našla v nekem naravnem okolju, ki se čuti moj, in to je danes moja varnost. In pa potem seveda ta neka osnovna varnost primarnega odnosa na tej točki z možem. Se mi zdi, da je ogromno vredno to, da ko prideš domov, če je tam nek človek še poleg tebe, da ti ta človek predstavlja nek pristan, da to ni še ena bitka, ki jo moraš bojevati, ker je teh že dovolj zunaj. Tako da zame je ta skupek tega, ta mož, ta hiša, ta vrt, to je trenutno pač to moje zaledje. Ja. Kakšen dober odgovor na prvo vprašanje. Sentimentalen. Zelo v redu. Za knjigo Bili smo trije ste pred časom rekli za nacionalni radio, želela sem, da se ta knjiga konča z vdihom, ne z izdihom. In res, moram reči, se konča tako mehko. Bi rekla tudi kot neko vprašanje, na katerega z veseljem pričakuješ ali pa z nekim nestrpnostjo pričakuješ, prijetnim vznemirjenjem recimo, pričakuješ odgovor. Bi bilo dobro, da se od Olge, protagonistke v zadnjem delu te knjige, ko pride do tega vdiha, učimo odpreti se možnostim, intuiciji, kje je varno, kje je dom, da to ni stvar racije, ampak je stvar občutenja. Ja, mislim, da je tukaj to vprašanje tega, kaj lahko prinese dvom oziroma kaj lahko prinese negotovost. In pač v tej knjigi je ogromno negotovosti, ki je težka in neznosna in ki pač neka absolutna teža, pod katero Olga tako ali drugače kloni. Je pa potem proti koncu te knjige ta negotovost tudi neko polje možnosti, tako kot ste rekli, da je pač to prostor, kjer se potem lahko odprejo nepredvidene stvari ali pa nepredvidene bližine v tem primeru. In treba si je pustiti možnost za to vrstno negotovost. Treba je včasih stopiti na spolzko pa videti, kaj se zgodi. Meni osebno se zdi, jaz rada tako živim, da rajš greš v nekaj, pa sprobaš, pa se pol probaš ven izkopati. Pa če se nisi res zagrebil, se še vedno da izkopati. Kot pa potem obžalovati, da se v nekaj nisi podal ali pa nekaj nisi sprobal. Ali pa ne. Se mi zdi, da jaz se to tudi konstantno opominjam, da je fino ne delovati iz strahu. Mislim, da ta končna točka knjige je točka, na kateri Olga v bistvu neha delovati iz strahu. In se odloči, dajmo zdaj videti, kaj to prinese. In taki trenutki so tudi trenutki, ki nas potem gradijo. In to je še ena stvar. Te knjige se mi zdi, da se veliko ukvarja s tem, kdo smo in z identiteto in s tem iskanjem identitete. Meni se zdi, da je pač, to vedno tudi poudarjam, da se identiteta gradi skozi odločitve, skozi dejanja. In treba je pač sprejemati težke odločitve, če hočeš biti potem kompleksen in trden človek. In treba se je pač na take neke negotovosti podajati. Če nam je skozi udobno in smo skozi v nekem prostoru varnosti, pač se nič ne zgodi.
Olga svoje biološke mame ni poznala, za njo je izvedela šele po njeni smrti in se v bistvu vse življenje sprašuje o njej, zato tudi ta iskanje identitete, negotovost. Kako globoke rane puščajo v nas, to je verjetno bil tudi ta razmislek, stvari, ki so neodgovorjene, na katere imamo vprašanja, nimamo pa odgovorov, se pa dotikajo recimo nas, naših bližnjih. Ja, jaz verjamem, da neodgovorjene stvari, neizrečene, to je tudi neizrečene, je bolj stvar prve knjige mogoče, neke odsotnosti, predvsem tudi stvari, ki jih ne moramo izvedeti ali pa vedeti, nosijo mogoče še večjo težo kot tiste stvari, ki jih vemo. Ne? To je pač neka ta enormna prisotnost odsotnosti. Ne? Tukaj sem se pač jaz mogoče malo na Antigono naslonila, to slovensko Antigono, v smislu tega, kako je lahko nekdo absolutno prisoten preko svoje odsotnosti. Ne? In kako težko nosimo te stvari, ki so neodgovorjene in te stvari, ki zevajo in kjer je pač neka praznina. Moja sestra je krajinska arhitektka, ampak dela na Škotskem, teoretsko se ukvarja s tem področjem na faksu in se ukvarja tudi s to erozijo britanske obale. In ona mi je potem poslala, ko sem mi povedala, pač o čem bom pisala, mi je potem poslala link do fulejnih člankov in raziskav o tem. V srednjem veku, pač, ko so imeli zemljevide, kartografi so delali 2 vrste zemljevidov. Eni so bili te za navigacijo, pomorstvo, bla, 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 faktični, faktografski zemljevidi, kjer so ti povedali dejansko, kje je kaj. Drugi so bili pa te, ki si jih obesil, pa si jih občudoval, pa premleval, pa tako malo za neko, ne vem, višji sloj, aristokracijo, whatever. Bolj taki domišljijski zemljevidi duha, bi lahko rekel. No in na teh zemljevidih so tiste dele, ki niso vedeli, kaj je, ki so bili prazni, ali pa še neodkriti, ali pa karkoli, so narisali pošast, nekaj pošast kot ta vodno karkoli in so spodaj v latinščini napisali, tu so zmaji. Ker je bilo lažje verjeti, da je tam nekaj absolutno groznega, kot ne vedeti, kaj tam je. In je bilo lažje se pomiriti s tem, da je pač lahko je tam groza in strah in teror, kot pač imeti to praznino. In mene je to potem zelo vodilo pri pisanju te knjige, v smislu tega, kakšno v bistvu absolutna groza je ne vedeti. In tem, da smo nekako tako narejeni, da se lažje pomirimo, če imamo pač te 2 opcije, da se lažje pomirimo s konkretnostjo, čeprav je ta konkretnost grozna, kot da imamo to absolutno praznino. In ko je sestra prebrala knjigo, je vedela, ste ji povedali, da v bistvu je preko teh zemljevidov, so vas vodili zemljevidi, zmaji zemljevidov? Ja, absolutno. In se je hecno, zato ker ona se je v bistvu pred mano začela ukvarjati s to erozijo obale in potem je ta erozija obale tudi na tem otoku, a ne? Tako, tudi udrla v to knjigo. In v resnici starejši kot sva, meni se je zdelo, ko sem bila mlajša, se mi je zdela, da so mi povsem drugačna človeka. In starejši kot sva bolj ugotavljava, ali pa vsaj jaz ugotavljam, da sva si strašno podobni in sem vesela, da sva si. Ja. Torej, ta erozija obale, ki se dogaja, to je realen otok, kamor ste postavili. Lahko bi bil fiktiven, ampak gre za realen otok, nizozemski, na katerem ste večkrat bili. Tretjič ste. In tam v bistvu torej narava spodjeda. Na eni strani otoka obalo izginjajo hiše, na drugi strani pa v bistvu nanaša pesek. In ti vaši opisi narave, tako v tej knjigi, kot v prejšnji, v Težki vodi, korelirajo v bistvu z nekim tem tudi notranjim svetom junakov. Če bi narisali v bistvu te knjige, se lahko gledamo to naravo preko... Zelo je v bistvu odsevano to dogajanje. Gre pa pri tem spodjedanju obale in pri čustvenem dogajanju protagonistke za stvari, ki recimo jih ne moramo preprečiti. V življenju se, tako kot tle v naravi, se nekaj je dano. Se zgodi, tako kot se v življenju zgodi.
Na to se seveda lahko odzovemo, to, kar ste prej govorili, kar v bistvu so naše reakcije, naše odločitve. Ampak kako svobodni smo, gospa Prezelj, potem, ko nas življenje recimo spodjede, če se zdaj recimo navežem na ta otok, na neki točki nas spodjeda, kako smo svobodni v odločitvi, kaj bomo zdaj iz tega naredili, iz tega življenja, ki se je spodjedlo, ki ga je nekaj zunanjega spodjedlo. Mislim, da je to odvisno od tega, da bi bil ta odgovor odvisen od tega, na kateri točki v življenju vprašaš človeka. Ne? Mladost bi rekla, da zelo. Zdaj, zelo je tudi odvisno od tega, kakšni ljudje smo. Jaz sem izrazito človek, ki gre z glavo skozi zid in karkoli se mu zgodi, je odločen, da bo iz tega vstal in šel naprej in se nekaj naučil iz tega. Potem imaš pa ljudi, ki jih življenje pač lažje zlomi. In se mi zdi, da nasploh smo nagnjeni kot družba k temu, da se zelo hitro krivi posameznika zato, da nekaj, recimo, da tega ne zmore, ali pa da se počuti nezmožnega, nesvobodnega, vse to. Meni je bil vedno Fischer, mi je bil v tem tako zelo prodoren v smislu razumevanja pri njemu depresija, razumevanja tega, da depresija ni intimen, ampak je sistemski pojav. In se mi zdi, da je tukaj podobno, da se zelo hitro krivdo za to prevali na posameznika. Jaz sem imela pač tudi že zelo bližnje romantične, prijateljske, kakorkoli odnose z ljudmi, ki so bili zelo drugačni od mene v tem, ki so čutili manj svobode, manj možnosti, manj zmožnosti v tem. In sem se naučila pač sprejeti, da je to preprosto drugačen mehanizem. Tako da se mi zdi, da je treba pač, da težko generaliziramo, zdaj lahko bi šli na to neko eksistencialno, pa koliko imamo ampak se mi zdi, da je treba gledati individualno in pač treba gledati človeka, kakršen je, in potem znotraj tega ocenjevati te zmožnosti. In ne v bistvu te neke naše strukture potem siliti na drugega. Se ne vem, če to odgovori na vaše vprašanje zares. Ampak se mi zdi, da pač preprosto se moramo ves čas zavedati, da so nam dane drugačne zmožnosti za vse. In zdaj seveda to ne pomeni, jaz sem Gorenjka vsem, to ne pomeni, da pač dopustimo brezsmiselno lenobo in podobnosti. Treba se pač truditi za stvari vedno v življenju in poskušati presegati svoje okoliščine in to, kar nam mislim, da je treba se vsaj potruditi. Ampak te zmožnosti so pa različne. Tako da, V tej knjigi je en prizor, ko torej mama, ki ni vedela, da ima to hčerko, da v bistvu njena hčerka živi, ko zagleda svojo zdaj že odraslo hčerko na televiziji in v bistvu ona je mislila, da je ta hčerka umrla, v porodu, ne vem, če zdaj povem preveč, ampak okay. In vidi v bistvu svoj obraz, svoje poteze, vidi sebe, tako kot je izgledala ona, kot je bila mlajša, ker sta si očitno zelo podobni. In je to v bistvu nek trenutek v knjigi, ki ga lahko mogoče na drugačen način, ampak čuti čisto vsak od nas, ljudje, ki imamo otroke, ljudje, ki nimajo otrok, starši, ne starši, ko gledamo otroke, ki jih uzremo, hkrati kot nek podaljšek nas, ki smo starejši, ampak ki pa to absolutno ni zgolj podaljšek. Preko teh otrok gledamo svet drugače, čas drugače in sebe vidimo drugače v svetu, ko zagledamo otroke. Mene zanima, zakaj ta mama, recimo, ko je ugotovila, da obstaja hčerka, te hčerke ni poiskala. Je bil tukaj odzadaj ta strah, o katerem sva prej govorile? Zakaj je recimo o hčerki, o tem rojstvu povedala svojemu sinu, svojemu ljubimcu, hčerke pa ni poiskala, ni je objela, ni objokala recimo teh izgubljenih let in vsega? Jaz imam tukaj svojo razlago. Ja. Ki sem jo pač imela zato, da sem lahko to spisala, zdaj vsak ima lahko drugačno, ampak moja razlaga
je v bistvu delno neka ta nezmožnost. To je očitno nekaj, kar mene zasleduje. To je bilo pač tudi v težki vodi. Ne? Kako izpisati lik, ki v bistvu ne deluje iz nekega tega girl boss momenta sodobnosti, ampak pač iz te nezmožnosti in kako potem čutimo za ta lik, za tega človeka, kako se lahko vežemo na to, kako lahko to razumemo. Ampak po drugi strani sem si pa to razlagala tudi, kot potem mislim, da reče Jakob Olgi, to se pravi ta ljubimec, ta očerejec, starejši gospod, da preprosto ni vedela, kako bi pojasnila to, da je to dopustila. Ne? To se pravi, včasih se mi zdi, da preprosto za ene stvari ni besed. Ne? Obstaja neka točka, kjer jezik odpove, ne? In kjer besede pač niso dovolj. Zdaj, to je mogoče grozen priznati za nekoga, ki piše, ampak obstaja ta prepad, ne? Ki ga se ne da prečati. In nekaterih stvari se mi zdi, da se preprosto nikoli ne da obesediti. Ne? In potem sem se razmišljala to krivdo, ki jo mora občutiti mama, ki je pustila, ne? Tako pač ona čuti. Zdaj, ali je imela ona na to kakšen vpliv ali ne, se pač lahko odloča bralec sam. Jaz bi pa rekla, da ne. Ne, ja, tako. Ampak ni pa to nujno, da pač ona to tako čuti. Ne? In jaz sem nekako potem projicirala, če bi se meni to zgodilo, bi absolutno si mislila, lahko bi nekaj naredila. In ona potem tudi lahko bi ostala doma in rodila doma. Če bi rodila doma, a bi se to zgodilo. Če bi se bolj pozanimala, če bi pač ona ne bi rodila šibkega otroka, zato ker je bila suha, ni dosti. Ne? To so potem vse te kaj bi, če bi in ta krivda povezana s tem. In kako ti potem svojih hčerki pojasniš, če tako razmišljaš, da ti nosiš to krivdo, da bi lahko nekaj naredila glede tega. In ni neke, seveda ne, če ti pogledaš racionalno, bi si rekel, ja, pa samo prebrodaš to, pa boš videla svojo hčerko, pa te stvari niso tako preproste. Včasih je pač neka čustvena blokada ali pa neka blokada krivde premočna. Ne? In zato je bilo lažje povedati pač nekomu drugmu, ker tismu drugmu se ni bilo treba zagovarjati ali pa upravičevati glede tega. Ne? In ja, mislim, zdaj, ta zgodba je v bistvu išla iz nekega dokumentarca o nekih gruzijskih dvojčicah, ki sem ga jaz videla, ki sta se najprej našli drugo in potem našli mamo. In mi je bilo zelo zanimivo, ker sta potem šli mamo obiskati v Berlin. Prvič sta jo seveda obe videli, mama je prvič videla njiju in sta imeli diametralno nasprotni reakciji na to mamo. Ne? Ena je bila izrazito tako, wow, ti si pač res moj človek, ste se objeli, ste jokali. Druga pa se je počutila popolnoma odtujeno. In tukaj je tudi potem ta strah tega, ko boš enkrat srečal svojo hči, ko v tem primeru zgleda točno tako kot ti. Kaj, če bo šlo za zavrnitev? Kaj, če bo šlo za očitek? Kaj pa bi lahko naredila? Včasih so te pač strahovi premočni. In nas paralizirajo in Olga ta strah, drugačen strah je na koncu premaga. Čutimo, da se je osvobodila. In da se je osvobodila tudi teh vprašanj, v bistvu, ki jih čuti ves čas. In to mi je zanimivo, recimo reakcija na to knjigo, nepričakovana reakcija na to knjigo je, da to pa je knjiga čustev. To je pa knjiga, ki zelo tematizira čustva. In se mi zdi zanimivo, no? Da sploh pač na tak način beremo to, ker pokaže, koliko premalo se zavedamo, koliko nas v bistvu v tem usmerjajo ali pa blokirajo pač neka tovrstna čustva. Ne? Mislim, se mi zdi tako, da se, da vem, za mlade ženske se ponavadi reče, to so pa zelo čustvena bitja. In ne razumemo, da mi smo pač bitja čustev. To je, ne? In se mi zdi, da ta neka želja po racionalizaciji čisto vsake stvari, pač to ne drži vode. Včasih se kakšna stvar preprosto, ne, in se mi zdi fajn dajati prostor tudi takim stvarem v knjigi, ker potem lahko ljudje zrcalijo na to na svoje življenja in vidijo, da je povsem okej, če se kdaj česa ne morejo racionalizirati, če je kdaj kaj preprosto samo strah ali pa nezmožnost ali pa neka želja ali pa ne. To je povsem legitimen del naših odnosov. Tako da. Knjiga vsebuje tudi neko praznino, to negotovost, o kateri smo govorili. A rekla bi, da tudi
ne vem, če se pravi besedi, odprtost in lahkost na nek način. Ste jo vi tako čutili, ko ste jo pisali, za razliko od Težke vode? Pri tej drugi knjigi, pri Bili smo trije, ste vedeli, kako se bo začela in kako se bo končala. Pri Težki vodi niste. Ne? Res je. Koliko je dobro se pogovarjati z nekom, ki v bistvu ve več o mojem procesu kot jaz. Že sprot pozabljam te stvari, super. Mislim, super je to slišati, ker je bila neka moja želja in metoda, medtem ko sem pisala, da je pravzaprav to. Jaz sem si predstavljala, da bi bila to knjiga, skozi katero piha. Zdaj, kako boš to napisal? Ampak to je bila ta neka podoba. Tako da je super slišati, da je to neka lažja knjiga od Težke vode, kjer sem si v resnici zadala, da bi bila ta neka zatohlost zelo prisotna. In želela sem, da navkljub tem nekim težkim družinskim tematikam in vprašanjem pripadnosti in doma, in da je to neka taka zračna knjiga. Zares zračna, da skozi njo piha, da je lahka, da nosi neko upanje, nek mir na koncu. In za mene so tudi že pri Težki vodi nekateri učitelji, da je pač to nek tak malo preveč sentimentalno. Konec. Ampak v resnici se mi zdi, da ni s tem nič narobe. Da seveda obstajajo knjige, ki pač niso take, obstajajo pa tudi knjige, ki nosijo na koncu po vsem tem čustvenem naporu bralcu nek mir in neko tako nezaspano sprijaznjenje s stvarmi in neko upanje. Zdaj, za Težko vodo ste prejeli nagrado Društva slovenskih pisateljev za najboljši literarni prvenec leta. Ta roman je bil nominiran še za nagrado Kresnik, kritiško sito, Cankarjevo nagrado za prevod. Pravice so bile pa do zdaj, mislim, da v 5 jezikov prodane. In izjemno dobro je bila sprejeta tako pri laični javnosti kot pri strokovni javnosti. Tako kot tudi ta druga ima izjemno dobre odzive. Zdaj, ko sem jaz pred leti, ne vem, če se spomnite, prebrala Težko vodo, pa se midve nisva poznale, so vam pisala. Mimo grede takrat, mislim, da ste bili še na socialnih omrežjih, ker bi rekla, da sem vam pisala na kakšno od socialnih omrežij. Na Instagram. Okay. In sem napisala, kako me je v bistvu ruknila ta knjiga. In me je res. Vsi ti toksični odnosi, ta izgubljene priložnosti, zamujeno življenje, to v bistvu zaprtost v neko usodo, ki si jo sam zapečatil, neizrečeno. Neizrečeno je najhujše, recimo, kar je v tej knjigi. In to življenje, in to minevanje, in konec, in to, da v bistvu tega časa ne bo več. To je tisto, kar rukne. Mnogim se je takrat zdelo nenavadno, da tako mlada ženska, skozi se vračamo na to, piše v usodi starejše ženske. Meni se recimo ni zdelo, ampak v teh usodah, v takšnih odnosih, v bistvu takšni odnosi so tudi pri moji generaciji, pri vaši generaciji in tudi pri mlajših, in je v bistvu to neko univerzalna, v bistvu samo pač neke okoliščine so drugače pa gre za univerzalne teme. Zelo bilo hecno, ko sva z Andrejem Hočevarjem, ki je urejal obe moji knjigi, pisala opis za Težko vodo, pač za zadnjo platnico. In se je začelo tako, da to so neke take zgodbe daleč stran v neki ruralni. Pa se mi zdi, tole pa tole ni čisto v redu, ker jaz sem v resnici ogromno nekih drobcev dialogov ali pa nekih nastavkov, prizorov ali kakorkoli potegnila takrat iz svojega pač zdaj bivšega zakona, ki se je začel in končal za Bežigradom, nikjer v nekem ruralnem okolju. In to je bil zakon pač 2 mladih ljudi. Tako da to absolutno ni omejeno na ruralna okolja, na starejše zakone, kakorkoli. In v resnici, mislim, jaz potem rečem, da v meni je tako en strn nergač in da jaz pišem iz te pozicije. Ampak gre preprosto za razumevanje, če smo prej govorili o čustvih, za neke te osnovne nastavke. In potem sem jaz ves čas govorila v času tega prescikla Težke vode, da vsej pač na primeru Idinega obupa. To je pač obup.
jaz sem že čutila obup, vi ste že čutili obup, vsak ga je že čutil. In potem se pač navežeš na to univerzalnost. A ne? In to tudi potem bralcu dovoljuje, da se naveže na to univerzalnost. In v resnici, mislim, ne bi smel biti, tukaj ne bi smela biti meja, no? Da zdaj pa, pred leti sem govorila z takrat vodjo ameriškega PEN-a, zdaj je pač nekdo drug na čelu ameriškega PEN-a, ki je govorila v tem intervjuju, da imajo strašen problem v Ameriki, ker se avtorji že samo cenzurirajo na način, da si rečejo, jaz pa o tem ne smem pisati. Ne? Jaz pa nisem, ne vem, temnopolta ženska pred 20-ih, jaz ne smem pisati o tej izkušnji. Ne? In sej, jaz razumem pač, iz kje to izhaja, se mi zdi pa to zelo nevaren teren. Zato, ker potem zelo hitro prideš na točko, kjer ti lahko pišeš samo o stvareh, ki so se ti dejansko zgodile, to pa ni romanopisje. To je dokumentaristika, pa še to švoh. In se mi zdi, da je tukaj treba pač biti potem iskren kot avtor do samega sebe, kot avtorica in res videti, če res verjameš, da si zmožen o tem pisati. In če imaš ta uvid in to iskrenost do tega, potem probaš in morda uspe. Seveda imamo tudi ogromno knjig tudi v Sloveniji, ljudi, ki so stari, ne vem, 60 pa hoče pisati o 15-letnikih, pa se potem človek samo za glavo drži, ker noben 15-letnik tako ne govori. Ne? Ampak mislim, da je tukaj potem čisto individualno vprašanje tega, da si ti priznaš, česa si zmožen. In v vsebinskem smislu in v formalnem smislu. In če ti čutiš, da je to tvoje področje, tako kot sem jaz pa čutila pri težki vodi, jaz da nikoli nisem zares razumevala, medtem ko sem pisala, nisem se opominjala, da je stara, kakor je pač stara. V bistvu sem se mogla opominjati, da dajem noter to, da ima protezo, da bo nekdo vedel. Ne? In če ti čutiš, da je to tvoj teren, tvoj emocionalen teren, potem je to tvoj teren. Potem pišeš iskreno iz te pozicije in je. Je pa v knjigi vseeno tudi nekaj komende, ne? Ogromno komende. Torej, kjer ste vi odraščali. Ogromno komende. To je, ker sem prej omenila sestro, ne pa kako se ona odziva na moje knjige. Zdaj, prebrali ste seveda in moja mama in moja sestra, s katerima sem pač odraščala v komendi. In mama je rekla najprej, sem jaz tudi kaj v knjigi. Zato, ker je njena mama v tej knjigi zelo očitno eden od likov, inspiriran z njo. Moja sestra Barbara pa je rekla, da je zelo nenavadno, da gre zdaj komenda na tak način pač v svet, ker so to vseeno neke koordinate, ki so se zdele zelo majhne in zelo intimne za naju, ne vem, ta Bajer, pa ta Gmajna, pa pač ta, ne vem, koruza, čez katero smo tekli, vse te stvari. In je taka neka potujitev, no. Ja, in to je pač ta moč literature, da oživi nekatere stvari in da jih nenehno oživlja. In ja, komenda gre v svet s Pogačarjem in zelo, zelo malo tudi s težko vodo. In zido, ja. Mimogrede, da se vrnem nazaj, niste več na socialnih omrežjih? Ja, to je bila zavestna odločitev? Zelo. Ja. In tudi zelo taka kolebajoča odločitev, ker mi je ogromno ljudi reklo, da pač ne moreš biti danes mlada pisateljica, ne, da bi si pač kariero pomagala graditi na socialnih omrežjih. Je res, da imajo nekatere založbe tudi zelo blizu nas člene v pogodbi, da ti moraš ne samo imeti socialna omrežja, ampak redno objavljati. Ja. Kar jaz razumem, ampak ravno zato, ker to obstaja, jaz tega ne želim imeti. Ne. Zdaj, zelo odvisen od človeka do človeka, mislim, meni je to preprosto, preveč miselnega prostora je malo in preveč časa in preveč sem se s tem ukvarjala in ni me zares osrečevalo. Pač videla sem seveda to neko finančno korist je preveč brutalno, tako rečeno, ampak to neko korist za kariero, ki si jo lahko zgradiš, poslovno korist. Evo. To mi je seveda jasno, nisem butasta ali naivna do te mere, da ne bi vedela, da je to absolutno faktor. Ampak zdelo se mi je, da v bistvu to zažira v
ne toliko moje delo, ker seveda pač jaz sem dovolj disciplinirana, da si lahko rečem, se bom sedla ob 10 zvečer pa bom pisala, ampak bolj v moj miselni prostor, v to, kaj jaz vrednotam kot relevantno, o čem razmišljam, kateri ljudje vstopajo v ta moj miselni prostor, ne. In jaz si rada pač ta svoj miselni prostor zamišljam kot neko tako dolgo ulico, ki ima neko omejeno količino prostora, ne. In na tej ulici pač lahko toliko hiš postaviš in takšne pa takšne hiše. Če se tam gor postavim 400 hiš in vsaka ima svoje ime človeka, ki pač redno objavlja na omrežjih in se meni zdi, da mora, ne, potem tam ni prostora, da jaz razmišljam o... Pol ste bolj svobodni zdaj. Ja, precej bolj. Precej bolj. In tudi precej, seveda logično, precej bolj fokusirana na stvari, ki so mi dejansko pomembne in precej manj razpršena. Predvsem pa to je mogoče tako malo, ampak mogoče malo manj usmerjena sama vase. In se mi zdi, da meni to kar koristi. Pač različni smo si, malo manj se sama sabo, precej manj se sama sabo ukvarjam in precej manj sem ponotranjena. In mislim, da je to zelo koristno. Ja. In pač seveda potem tudi s to selitvijo nekaj, kjer je vrt, kjer se ti pozunanjaš na način, da pač delaš, da skrbiš za stvari, ki niso ti, ki niso tvoj poklic, za pokrajino in živali, ki ne vejo, da si ti tam, ne, ki pač ne bodo nikoli vedeli, da si ti tam, pa še vedno ohranjaš ta habitat, še vedno gradiš nekaj za njih, še vedno... Ta nek proces stopanja ven iz sebe je bil v bistvu zvezan s tem in mi je prinesel ogromno koristi. No. In mislim, da tudi ljudem okrog mene. Tale vrt, ki ste ga zdaj omenili, ne, ste ga omenili in drugo poroko v eni kolumni za Delo, ne, ste novinarka časopisa Delo, k temu še prideva. In v bistvu nekako ju opišete, bi rekla, da skratka imata in ta vrt, ta narava, kresničke na vrtu in tako naprej. Ja, to je tako zelo romantično. Saj tudi paradižniki gnijejo, pa voluhare imamo. Ampak saj tudi pišete o tem, vse slabo, kar se lahko zgodi temu vrtu, vse katastrofe, ne, pravite. Ampak vendar v tem vidite neko upanje. Vnosi neko upanje in na enak način ali pa na podoben način opisujete torej to odločitev za drugo poroko. Ne? Da ne samo razpad lastnega zakona staršev in tako naprej. Da kljub temu, prav zaradi tega v bistvu je to upanje. Ne? Lahko mogoče to malo bolj razložite. Ja, zdaj glede vrta... Jaz velikrat pomislim, oziroma se spomnim, to se veže na to upanje. Ne? Mene je zelo presunilo, ker sem izvedela, da so v Prvi svetovni vojni vojaki, tega je predvsem imajo Britanci veliko pač študij, dokazov, fotografij, zapisov, prvoosebnih pričevanj tega, ampak je bilo bajeto na obeh straneh, da so vojaki na fronti v jarkih imeli vrtove. Ne samo zelenjavne vrtove, to se pravi produktivne vrtove, za nekoli pač ne, ampak tudi cvetlične vrtove. In potem obstajajo prvoosebna pričevanja, zapisi tega, da so oni potem divje rastline presajali, da so hodili po mestih, pa vaseh, pa opustelih, povsem opustelih, razdejanih, ne. In so potem tam jemali rože in jih presajali, imeli namesto lončkov so imeli ostanke granat, bla, 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 ne. Potem je en zapis od enega vojaka, ki pravi, da so imeli tam eno vijolico in da ko so gledali to vijolico, se jim je zdelo, da se svet ni čist snel v stečaju, čeprav se je. Ampak gre za neko tako prakso, na eni strani prakso skrbi, ne, take radikalne skrbi, in na drugi strani za neko radikalno prakso upanja. Ne, znotraj največjega groze in opustošenja in klanja, in v bistvu najhujšega, kar si lahko zamisliš, da človek pač naredi drugemu človeku, ta vijolica in to upanje. Ne? In to neko nenaivno upanje, ker ne gre za naivnost, ker te ljudje so dobro vedeli, kje so. Ne? To ni neka, dajmo si z njimi predstavljati, da smo, ne vem. Ne? Cankar ima
Išla je zdaj nedavno ena odlična monografija od Lojzije Zupan-Sosič o Cankarju, ki ima naslov Uporno upanje v prihodnost. Ne? In se mi zdi, da to zelo dobro povzame to, kako jaz vidim in skrb za vrt in literaturo kot tako, da preprosto moraš imeti to uporno upanje v prihodnost. Ne? Ti, recimo za moj 30. rojstni dan smo posodili 3 jablane. In Gregor Božič recimo rad poudarja, da človek, ki zasadi sadno drevo, je človek, ki goji neko absolutno upanje. Imeli smo intervju z njim v rubriki Poglobljeno tudi pri nas. Genialen. In jaz se zelo močno strinjam s tem, ker moraš verjeti, ne naivno verjeti, da bo obstajal še svet, v katerem bo jablana smiselna in v katerem bo tak roman smiselen in v katerem bo imeti vrt smiselno. In ne samo, da moraš pač to gojiti, vrt ti pomaga to gojiti. Vrt vsako leto odmre, jaz imam spalnico tako, da imam okno pa dol gledam na vrt. In ko gledaš na ta zimski vrt, se ti zdi, tukaj nič več nikoli ne bo zraslo. Nikoli ne bo tukaj ničesar več. In potem nekaj vzklije. In potem kar na lepem je spet vse zeleno. In vrt je tudi prostor, ki dovoljuje napake. Ti lahko eno sezono čisto zaserješ, ali pa je totalna suša, ali pa ti vsi paradižniki se gnijajo, pa boš imel naslednjo sezono priložnost se pač nekaj naučiti iz tega in to popraviti. Tako da mislim, da je pač to neka taka praksa skrbi, praksa upanja. Mislim, da je upanje treba pač trenirati, tako kot vsako drugo stvar. Da je skrb treba trenirati, tako kot vsako drugo stvar. Pa ne iz tega sentimentalne naivnosti, neke take, ampak ravno zato, ker so stvari pač obupne in drvijo v ravno zato. Zato, ker je treba z vsemi sredstvi se proti temu boriti. Mislim, da ima Tennessee Williams eno dobro, pač je to odrekel, mogoče je to še eno teh stvari, ki v bistvu nikoli ni, ki si je nekdo iz Idrije to zmislil. Ampak da v bistvu življenje je polno nasilja in polno neke tragedije in da v resnici gre za nenehno gorečo hišo. In da to, kar je vredno rešiti iz te hiše, je ljubezen. Ampak jaz pač si pod ljubezen v tem kontekstu predstavljam tudi to. Tudi neko gojenje upanja, pa skrbi, pa pozornosti za mogoče ne samo ljudi, ampak tudi kaj drugega zunaj nas. Pa tako. In se mi zdi, da je konstantno treba reševati to iz te goreče hiše. Iz negoreče hiše ni treba ničesar rešiti. In mislim, da je pač treba imeti to neko nenaivno moč in voljo do tega, da to utrjujemo in da tega ne vidimo kot nekaj banalnega. Meni je bilo recimo zelo zanimivo, pred 14 dnevi sem delala intervju z vodjo muzeja Nobelovih nagrajencev v Štokholmu in to je krasna reč. Oni pač tam zbirajo predmete in rokopise in slike od Nobelovih nagrajencev, vseh, ne samo za literaturo, in potem se lahko vsak odloči, kaj pustiti. Ta, recimo, ne vem, Nobelova nagrajenka za literaturo, Han Kano, ona je pustila skodelico pač za čaj, ki jo je uporabljala za pitje čaja, medtem ko je pisala ta svoj zadnji roman. Skratka, tam noter je vse razno. In sem v bistvu vprašala, ker ta muzej in nasploh pač ta center Nobelovih nagrajencev bo dobil novo veliko stavbo v naslednjih letih. In sem jo vprašala, kaj pa so usmeritve, kaj pa nekdo, ki na videz stoji na vrhu tega znanja, demokracije, ko si predstavljamo Nobelovo nagrado, so pač to te vrednote. In bi si mislil, da bi človek rekel, ja, mi bomo pa zdaj širili to znanje. In se je to rekla, ampak to, kar je pa tudi rekla, je pa, da so vprašali mlade, ki delajo pri njih, ker imajo pač oni ogromno mladih zaposlenih, 20-letnikov, kaj oni potrebujejo od tega centra. In so ji rekli, da to, kar najbolj potrebujejo, je, da ustvarijo upanje. In pa so oni to vzeli kot dejansko vodilo, ker zelo lahko bi bilo zamahati, upanje, to je mišmaš, kaj je to? Pač to so neke take muši stvari. Ampak so vzeli kot konkretno vodilo, zato ker pač to potrebujemo. In tega nam manjka. In se mi zdi, da
vsaka taka mala skrb, ki ti pomaga trenirati to, da to ohranjaš, je pač vredna. In vrt je recimo, mater je to dolg odgovor, vrt je recimo ena takih stvari, ki meni pač to pomagajo. Ne? In ko se zdi, da pač že stvari grejo in te malo napada malodušje in tako je treba na vrt. In poroka? Ja, in poroka, seveda. Seveda, mož bo to gledal in poroka. Ne, absolutno. Pač in to je, poroka je pa predvsem se mi zdi, da pač izkupiček teh vaj v upanju. In prva poroka, ne bomo zdaj, pač se mi zdi, da je treba se znati spominjati tudi stvari, ki se niso izšle najlepše kot lepe in tudi prva poroka je bila nek tak izraziti zamah upanja in potem se je to seveda podrlo. In je treba zgraditi to na novo. Je treba si reči, ok, nismo še končali, gremo pač to ponoviti vajo in potem spet in spet in spet. In to je pač seveda zahteva neko čustveno delo, ampak je vredno. In vredno bi bilo tudi, če bi potem se ta zakon končal in bi bilo treba to graditi na novo. Ker je alternativa toliko bolj grozna. Pač ta nek obup in malodušje in cinizem in tako. Se mi zdi, da pač cinizem najslabša stvar na svetu. Ja, in tudi če pač, mislim, to je zdaj malo tako, ampak jaz bi se poročala v nedogled. Hočem reči, tudi če bi vsak od teh zakonov propadel, bi si rekla, poskusimo znova. Zdaj ne vem, a je to pač sam znak slabe presoje. Morda. Ampak jaz to vidim kot znak upanja. Tako se pač odločam to videti. In rasti verjetno. Ja, zagotovo. Mislim, se pač stvari potem delaš bolje. Propadajo bolje. Ampak se mi zdi, da je najhuje je to, da postaneš pač zakrnel v tem. In to se mi zdi, da je stvar pri odnosih in stvar pri umetnosti in pač najhuje je to, da postaneš zagrenjen. Ja. Kaj pišete zdaj? Že kaj načrtujete? Ja, v bistvu zelo dobro, da to snemamo danes, ker imam tako 14-dnevni proces za sabo. Nova ideja. Tako da če bi v bistvu to snemali pred enim mesecem, bi rekla nič. Ampak ne, v resnici zdaj snujem bolj kot pač že pišem dve stvari. Ena ne bo pač nobeno presenečenje glede na dosedanji pogovor z vse, ki so pač to solato do zdaj poslušali, ker bi bila v bistvu zbirka esejev o skrbi. In o tem, kako je literatura, če mi bo to nekdo ukradel, ne? Pazite se me. Kako je literatura lahko praksa skrbi. Ne samo v smislu tega, pač o čem pišemo, ampak na kakšen način pišemo. In o tem odnosu avtorja do bralca in do materiala in tako. In potem seveda, kako vrt, bla, bla, bla. Skratka, to je zelo na začetku v delovnem procesu. Potem pa še bolj na začetku v delovnem procesu od prejšnjega tedna še en roman. Jaz sem si rekla, da bo zdaj ful trajalo, da bom nov roman napisala, pa očitno ne gre to, ker pač me v obup spravlja, da ne pišem neke pripovedi. Ki pa bo, zdaj ne moram preveč povedati, ker v bistvu še ni in bom itak potem naredila nekaj drugega. Ampak ki v bistvu bo spekulativen roman. Ne bo šlo za neko tako realno, lirično, toliko poetično. Mislim, verjetno bo na koncu še vedno se znam drugače pisati po moje, ampak bo šlo bolj na področje spekulativne fikcije. No? In malo bo daljši in dogajal se bo na neki kliniki in dogajale se bodo čudne fizične preobrazbe. Mislim, da se jaz ogromno tudi ukvarjam pač s telesom in s to skrbjo in mislim, da sem zdaj na točki, ko se lahko začnem ukvarjati. Obe te knjigi se v bistvu ukvarjata s tem, kako se mi z preobrazbo telesa ali pa z nefunkcionalnostjo telesa soočamo sami. Zdaj pa mislim, da se lahko začnem soočati s tem, kako se pa okolje odziva potem na neko to preobrazbo človeka, telesa, kakorkoli in kaj potem to pomeni.
Na tej točki zdaj prebiram ogromno začela sem prebirati pač študije in članke in tako o tem, kako se ljudje odzivajo v času nekih epidemij ali pa bolezni, ali pa kako se recimo te prvi odzivi na AIDS, kako so šli in tako. Torej, kaj se zgodi, ko se telesna preobrazba zgodi na masovni ravni, preobrazba bolezen, kakorkoli, in kako to potem seveda vpliva na naše odnose. Ne? In to neko krovno vprašanje moje bo, dokam se še lahko telesno, ampak spremeni človek, da je to še človek, ki ga poznaš in da je to še človek, pač, s katerim si vstopil v nek odnos in s katerim ne. Se mi zdi, da zelo veliko se da povedati o tem, kakšni smo drug do drugega, preko tega pač, kako reagiramo na spreminjajoče se telo drug drugega. Tako da to so neke osnovni zametki, če bo drugače, se opravičujem. Ampak mislim, da po dveh izrazito takih intimnih, realističnih knjigah me zdaj vleče v nek širši, malo bolj spekulativen razmislek. Bomo videli, mogoče bo pa slabš. Pišete pa ponavadi po noči, ne? Ja. Pozno zvečer po noči, čez dan ste novinarka časnika Dnevnik, delo na kulturni redakciji. S pisanjem, ko govorite vi, ne, v intervjujih o svojem pisanju, govorite pa kot o prostoru igre in svobode in tudi užitek, ne, je v tem. To me zanima, ker verjetno so pa tukaj tudi dvomi, pa težko, pa naporno. Je tudi naporno? Ja, mislim, seveda, jaz bi rajš, ne vem, dobro, pišem po noč, lahko bi šla plavati, lahko bi šla na kolezije, a takrat se že zapre. No, skratka, lahko bi počela karkoli drugega. Predvsem meni je predvsem ta začeten napor, na dveh koncih imam jaz strašen napor, na dveh koncih pisanja. Na začetku, preden začnem neko knjigo, je strašen napor, ker se ti zdi tako, kot recimo za kogarkoli, kadarkoli zgradil ali pa obnovil hišo, ko pogledaš nazaj, se ti zdi, kako sem jaz to naredil. Ne? In je ta isti občutek te neke groze pred v bistvu prazno stranjo, ampak pred to megalomanskostjo, ki te čaka. In se ti zdi, kako bom jaz to preplezal. Ampak seveda pač korak za korakom. In treba je narediti ta prvi korak. Torej, tukaj imam ogromno pač enih naporov. In pa potem vsakič zvečer, ko se moram prisiliti, da grem pisati namesto, da bi šla spat, ta točka. Potem, ko pa enkrat se usedem in dejansko začnem pisati, je pa ne samo ta občutek svobode, ampak to, da jaz res, mislim, vse mogoče to totalno pretenciozno pa nakazuje na to, da to pozunanjanje s pomočjo vrta ni nič pomagalo. Ampak da imam jaz res občutek, da v tistem trenutku jaz lahko dam največ, kar lahko dam, s tem, kar mi je bilo dano. Ali pa naredim največ, kar lahko naredim. Da lahko v bistvu svoje potenciale, ki jih imam na tej točki, najboljš izkoristim. Zato, da ustvaram nekaj, kar bo imel neko vrednost za še nekoga drugega. In mislim, da je pač ta nek občutek ful dragocen. In se mi zdi, da lahko ti pač vzamejo knjige, lahko ti vzamejo računalnik, ne moreš delati. Ampak ta občutek, da sem jaz imela ta čas in da sem v tem prostoru ustvarila nekaj znač, ki ima neko vrednost za še nekoga drugega, tega občutka ti pa v bistvu nihče ne more potem vzeti, tudi za nazaj. In je to toliko dragoceno, čist sam ta moj notranji občutek, da v resnici zaradi tega jaz potem ne grem spat, pa grem pisati. Potem pa še seveda fajn je dobiti pohvale in to pride na koncu. Ampak čista občutek, da veš, zakaj si tukaj in da si tukaj zato, da tam sediš in to tipkaš. In ja, mislim, da je to samo po sebi vredno. In potem seveda še to, da to lahko gre v svet in živi, pa to so potem dodatne stvari. Ampak ta moment tam, kjer ti to tipkaš in ustvarjaš nek pomen in ustvarjaš nek smisel. In seveda imamo vsi različne kanale za to. Eni se tako počutijo, ko vzgajajo svoje otroke. Jaz pač sicer vzgajam 2 otroka, ampak to nista moja otroka, tako da je to drugače verjetno. Vsak ima svoj ta, in se mi zdi, da ko to najdeš, se tega treba pač oprijeti. Plus to, da
jaz čutim odgovornost, to bo zdaj spet zvenelo grozno, tako, kako se temu reče, sploh naduto. Ampak da čutim odgovornost, da razvijam to, kar mi je bilo dano. Če je pač meni bil dan nek minimalen talent za pisanje, pa neka disciplina, jaz mislim, da imam odgovornost do tega. Ker sem pa vsem spoznala že toliko ljudi, ki pač bi si želeli nekaj početi. Ne vem, jaz bi si tudi želela ful lepo peti, pa imam nič posluha. Ne bom pač sploh ljudi dala, mislim. In če bi imela izjemen glas, bi tudi čutila odgovornost do tega, da to razvijam. Ali pa če bi znala delati ful dobre mize, bi tudi čutila odgovornost. In se mi zdi, da pač imamo neko inherentno odgovornost do tega, da pač poskušamo te potenciale, ki so nam dani, izpopolniti. In na vseh področjih, tudi to, da se ne nehaš kar na lepem učiti jezikov, zato ker nisi več v osnovni šoli, pa take stvari. In to pisanje je pač eden od teh. In ja. Ni bilo pa vedno to pisanje, ne? Mislim, ta pot do novinarstva in potem do pisateljevanja, oziroma mogoče bilo pisanje pred novinarstvom že, ampak ni bilo pa recimo nekaj, kar bi že v otroštvu. Mislim, jaz sem pisala v otroštvu, pač tako kot, vsak reče, da je pred 10 že bil tako, mislim, to se me zdi malo tako, ampak jaz v resnici nisem si predstavljala, da je to lahko poklic ali pa da to lahko delaš tako konkretno, kontinuirano. Pisala sem pač v osnovni, za to neko šolsko glasilo, pa pol neke razne štorije, kratke, vse zelo slabo. Mislim, tako, kad zdaj nazaj pogledaš, ampak verjetno so to bili neki novinarski začetki, neki pisateljski začetki, ne vem. Je pa pol seveda stvar v tem, kakšnem okolju si ti, da ti je to dovoljeno razvijati, in da imaš to možnost. Zdaj, če bi imela, 4 otroke, pa bi bila mama samohranilka, pa bi mogla za to skrbeti, verjetno danes ne bi bila na tak način pisateljica. Ali pa, mogoče. Ampak hočem reči, da neki zametki so bili polje, pa tukaj ogromno neke sreče, da se znajdeš, pač pa dobro, tudi ustrajnosti, seveda, ampak da se znajdeš v okolju, kjer imaš možnost to razmahati. In tudi podporo, ne? Ja. In recimo, pač jaz rada poudarjam to in se mi zdi, da zato sem dala tudi zahvale pač pri tej knjigi, da je, to bo zdaj tako ta cel podcast bo tako eno hvalisanje. Ja, ni to lepo. Ja. Meni je to lepo. Ja. Sej. In se mi zdi, da je izredno dragoceno, da imaš partnerja, ki razume, kaj ti to pomeni in zakaj to delaš in je pripravljen to podpreti. In mislim, da se o tem premalo govori, da je na ta način že pisanje tudi kolektivno delo. Ne še potem kot, reference, ki jih ti izbiraš ali pa ta uredniški proces, ampak že sam to, da nekdo drug drži gospodinstvo po koncu, medtem ko se ti zapreš v sobo in pišeš ali pa delaš karkoli drugega, kar delaš, to je kolektivno delo, po moje. In mislim, da se pač o tem ne govori na tak način dovolj, tudi zato, ker so zgodovinsko seveda bile ženske tiste, ki so to gor držale in moški tisti, ki so pisali. Zdaj imamo pa pač to srečo, da se to v večji meri obrača in da lahko zdaj ženske rečemo, to je dragocen doprinos k mojemu pisanju. In mislim, da je pač seveda ogromno ljudi, ki bi se jim zdelo to neprimerno, ampak se mi zdi, da tukaj gre preprosto izven teh spolnih delitev za podporo človeka, ki razume, da ta človek, ki ga imaš ti najrajš, ima nek ful močen občutek smisla med tem, kar dela to, kar dela, in da je to vredno podpreti, primarno tudi za dobrobit tega človeka. In če imaš ti nekoga, rad boš pripravljen pač sprejeti neke kompromise za to, da bo se ta človek počutil izpopolnjenega, ne glede na te spolne vloge. In mislim, da je treba pač več govoriti o tem, kaj ta del pisanja pomeni, čista pragmatičen. Vaš je tudi projekt Mlado pero na časopisu Delo. Vi pišete o njem. Je družba, da ne rečem država, prepoznala pomen mladih avtoric in avtorjev, pesnic in pesnikov, pisateljic, pisateljev, kje na tej poti smo, in ali se je lahko ujeti tudi v to, da mlade avtorje družba in država potem urivata le v ta predal mladosti in da v bistvu jim na nek način
smo zaradi tega nefair tudi do njih. Ne? Ja, to se seveda ves čas dogaja. Ne samo v kontekstu avtorjev ali pa literature nasploh, kar je seveda razumljivo. Mislim, jaz razumem, da je nekdo, ki je star 70, pa pogleda nekoga, ki je star 20, ne glede na to, koliko je dober ta 20-letnik, se mu bo zdel, ti še nisi nič to živel. In to je pač seveda res. Tukaj so neke razlike v izkušnjah, ki so čist legitimne. Ampak jaz poznam ogromno 20-letnikov, ki so pa hkrati doživeli veliko več kot marsikateri, 50-letnik in premislili veliko več. Tako da spet, pač tukaj je treba iti case by case basis. Generalno se mi pa zdi, da jaz v resnici, meni ta rubrika ogromno da, zato ker ravno to, seveda pač ustanovili smo jo zato, da mi dajemo nekaj nazaj, v smislu tega, kaj bi si jaz želela, da bi obstajalo takrat, ko sem bila jaz, 18-19, pa sem začenjala pisati. Pa tako. In tudi v smislu tega, da se mi zdi, da imajo ne samo časopisi, ampak razni prostori, odgovornost, da odpirajo ta prostor za druge. In recimo tudi na ravni časopisov, časopisi se ves čas borijo s tem, da morajo pridobivati mlade bralce in da seveda to upada in tako. Ti moraš ustvariti prostor, kjer se ljudje vidijo in potem bojo pristopili v ta prostor. Ti ne moreš ustvariti prostora, kjer se ljudje ne vidijo v njem in potem reče, to je ful dober prostor, pridite sem, to vam bo ful. Pač ti moraš odpreti ta prostor in to je bil en tak mini poskus na področju literature, odpirati ta publicističen prostor. In jaz se tako trudim ves čas čim bolj vključevati pač res raznolik ta razpon starostni ustvarjalcev, ki jih pač pokrivam. In ja, želja je bila pač preprosto nekaj dati in ustvariti neko skupnost, ustvariti neko tako bežno skupnost, ki bo mogoče malo bolj povezana, kot bi bila sicer, ker se izkazuje, da se ogromno teh ljudi v resnici ne pozna med sabo, pa si misliš, da se vsi mladi avtorji poznajo med sabo, pa se ne. In graditi neko podporno skupnost predvsem. Jaz mislim, da zdaj ogromno napadov je že bilo in še bo, in pa seveda konstantno so in še več jih bo na pač kulturno-umetniški sektor, mislim, da je eden od načinov to, a zdaj se lahko mogoče malo, v naravi na vrtu, pač nikoli nimaš ti monokulture. Vedno imaš, mislim, to bi bil nekak cilj, sploh v naravi. Se izkazuje s pač podnebnimi spremembami, kritičnimi podnebnimi pojavi, kakorkoli, da je pač raznolika in podporna skupnost tudi odporna. To zdaj pa zveni kot bagola. Super. Podporna skupnost je tudi odporna skupnost. Odlično. Ampak v resnici, če ti nasadiš raznolike skupine rastlin, ki se med sabo podpirajo, ker ne vem, korenček odganja čebulno muho, pa čebula odganja korenčkovo muho, ne boš imel težav. Če pa ti nasadiš sam čebulo čez celo njivo, bo pa veliko to manj, zemlja bo manj odporna, rastline bodo, skratka, veliko bolj bo odprta nekemu razjedanju okolja. In jaz mislim, da je s pač človeškimi skupnostmi podoben. In bolj, kot smo mi podporni drug do drugega, težje se potem te skupnosti razkrajajo. In jaz mislim, da bi bilo super in mislim, da se to dogaja v mlajših generacijah, da smo mi malo manj privoščljivi in nevoščljivi in zajedljivi in vse to drug do drugega in si pač poskušamo, zdaj ne to, da ti kar vse rečeš, da pa je vse pa dober. Ampak da je malo manj pač neke škodoželjnosti. In malo več nekega podpornega okolja. In mislim, da je to dobro za nas kot posameznike in za nas kot skupnost, ki se jo nenehno poskuša razkrajati in spodjedati in napadati. In da če imaš ti skupnost, ki zna stopiti skupaj in ki je podporna, bo pač lažje prenesla te stvari. In mislim, da se z mladim peresom, vsaj v drobcu, vsaj jaz to vidim, nekako nakazuje ta neka medsebojna podpora, ko se te ljudje srečajo, ko vidiš, kako komunicirajo med sabo, kako začenjajo graditi odnose, ki jih bodo, upam, pač naprej peljali. In upam, da bo to na nek način
vsaj v drobcu mal preobrazili to, kako se pač obnašamo drug do drugega znotraj tega literarnega polja. In meni to prinese ogromno enega veselja in ogromno enega upanja v to, kam stvari grejo. Ne? Ker zelo hitro lahko, kot sva že prej rekla, postaneš zagrenjen, postaneš ciničen in videti, da že samo, da je potencial, da grejo stvari v drugo smer, je dovolj. Tako da pač iz tega sebičnega razloga je meni ta projekt super. Pomen umetnosti, pomen kulture? Ja, zdaj, pač tukaj imamo te klasične floskule o umetnosti kot prostoru svobode, umetnosti kot ogledalu pozicija moči, umetnosti kot, floskule zato, ker držijo, ampak ker jih pač konstantno ponavljamo, umetnosti kot orodju za premišljevanje družbe. V resnici je meni tukaj dobro dati primer pri tem vedno, ker se mi zdi, da ljudje bolj in bolj potrebujejo take zelo čudne konkretnosti. Primer socialnega predpisovanja, oziroma pri nas se to tako malo laično reče kultura na recept. To je nekaj, kar obstaja v Združenem kraljestvu že leta. In mi je super v tem kontekstu navršiti par podatkov in potem pustiti ljudem, da se sami odločijo o vrednosti kulture in umetnosti. Umetnost nas v bistvu rabi precej manj, kot mi rabimo njo. In ta primer socialnega predpisovanja to zelo lepo ponazarja. To je v resnici neka podporna dejavnost zdravstvenega sistema za tiste, ki pač ne vejo, kjer ta vmesni povezovalni delavec, torej ne zdravnik, ampak je to poseben poklic, posebno delovno mesto, predpiše pacientu glede na njegove potrebe in ne samo zdravstveno oskrbo, ampak tudi udejstvovanje v raznih umetniških dejavnostih. Konzumiranje umetnosti ali pa produciranje nekom. In ta vpliv je kar šokanten. Že ena je to vpliv na zdravstveni sistem, na njihov NHS sistem, močno zmanjša pritisk na zdravstveni sistem. Mislim, da je okoli 30% manj obiska osebnega zdravnika, okoli 25% manj obiska urgenc, pa tudi med drugim veliko boljša produktivnost na delovnem mestu. Mislim, da je za ljudi, ki si želijo to tako videti skozi finančno prizmo, mislim, da je od 2,9 funtov pridobljenega na vsak funt vloženega prek tega sistema predpisovanja umetnosti. Ker pomeni, da se umetnost v bistvu čist finančno zelo dobro splača. In že to mislim, da danes, ko pač vse gledamo skozi to prizmo kapitala, mislim, da že to je dovolj. Že to bi moglo biti dovolj, da se v umetnost množično vlaga, ker se nam splača. Ker se nam splača na ravni države, na ravni zdravstvenega sistema in na koncu seveda se splača na ravni posameznika. In mislim, da je to neka inherentna potreba, ki jo mi imamo. Še ena taka. Opletamo z referencami. Zdaj se moram, jaz delam še magisterija, jaz še hodim v šolo. Tako da zdaj se na enem spitu se z Ničem ukvarjam. In Niče ima to zelo slavno, da imamo umetnost za to. Na filozofski torej? Ja. Da imamo umetnost za to, da ne umremo od resnice. Mislim, da je tako. Profesor Kos, če ni tako, se bom boljš naučila, kaj pridem na izpit. Ampak resnice v tem primeru njegovem, to, da stvari nimajo inherentnega smisla, da vse nekako drsi v nek propad, da si moramo sami ustvariti neke ta neka zelo blik podoba sveta. In umetnost je obliž na to. Ni pa samo obliž na to, ampak je tudi sredstvo, prek katerega pač to resnico vidimo boljš in drugega vidimo boljš. Tako da na vseh ravneh, res na vseh ravneh je to nekaj, kar preprosto potrebujemo. In recimo vrtovi in umetnost, ljudje, ki imajo dostop na klinikah, ki jo pač prebolevajo ali pa okrevajo od pač operacij, bolezni, kakorkoli, če imajo dostop do vrtov in če imajo dostop do umetnosti, okrevajo veliko hitreje. To je pač neka povsem inherentna potreba. In zdaj eno je umetnost kot taka in naša potreba, eno je pa umetnost kot sistem.
In pač tukaj je pa seveda neverjetno utrujajoče konstantno utemeljevati, zakaj mi ne samo potrebujemo umetnost, ampak zakaj si zaslužimo kot umetniki obstajati, živeti dostojno, kakorkoli. To je pač stoletja dolg boj, tega se še dolgo ne bomo znebili. In je strašno utrujajoče to, da je to treba konstantno utemeljevati. In meni je zanimivo, recimo, ta ideja, ki se zdaj pač konstantno spet pojavlja in se bo v naslednjih parih letih še bolj intenzivno, umetnikov kot nekih prisklednikov. In pač ogromno je ta umetniški sistem in tukaj podpiramo ogromno nekih ljudi, ki so povprečni in pač to ni noben doprinos in kaj sploh delajo. Mi seveda konstantno potrjujemo, da pač nismo povprečni, imaš, ne vem, Jasmina Cipic, izjemna na svetovni ravni intermedijska umetnica, bioart, kakorkoli, ne vem, Urša, mislim, imaš danes pa res neverjetno količino umetnikov, ki pač na svetovni ravni delujejo. Ampak to, kar je meni zanimivo, tudi če bi bila večina povprečnih, si jaz rečem, mislim, tako pomislim, pač niso vsi slovenski košarkaši Luka Dončić. Pa vseeno vlagamo. Pa vseeno hodimo na njihove tekme, jih podpiramo, vlagamo v mlade košarkaše, jih podpiramo, zato ker verjamemo, da mogoče pa bo kdo od njih enkrat Luka Dončić. In ta diskrepanca in ta hinavščina med pač obravnavo športa na ta način in obravnavo umetnosti na ta način, ker imaš isto, ki bi imel v svetovnem merilu vrhunske atlete, imaš vrhunske umetnike, ampak jih preprosto ne bomo na tej sistemski ravni na tak način podpirali ali pa v naših srcih na tak način podpirali, zato ker je tukaj ena ogromna količina ljudi, ki šele stremijo proti veličini. Ti rabiš to maso. Če hočeš, da dobiš enega vrhunskega, rabiš za njim na tisoče, ki niso in ki so mogoče direkt pod tem, ali pa bodo še, ali pa ne. To je pač konstanten proces. In treba je pač to podpirati zato, ker je to konstanten proces. In je pa seveda pač tukaj to neka taka, mislim, to so pač manevri in to so, in ljudi, ki sva prej govorila o strahu in tako, ljudje pač hitro lahko prepričati, da so to nepotrebne, nepomembne stvari in spodbujati nek tak strah in nemir in pač kultura je hvaležna za to. Ste pa na kulturnih straneh dela, med drugim pisali zadnje dni tudi o teh zapletih med kulturnim ministrstvom oziroma novo ministrico in ustvarjalci, ki ta polemika se je začela, ko je Ministrstvo za kulturo izvajalce večletnih kulturnih programov in projektov pozvalo, naj do nadaljnjega prenehajo pošiljati zahtevke za izplačilo sredstev na podlagi sklenjenih pogodb. Kako bi to pokomentirali? Kakšen je vaš komentar? Jaz osebno mislim, da ministrica je tudi v drugih intervjujih recimo in za Delo in za pač druge medije v zadnjem času poudarjala, da bodo pogledali tudi, kakšna je učinkovitost Javne agencije za knjigo, češ da Javna agencija za knjigo vendarle ni tako koristna, če pa bralna pismenost upada in ljudje manj berejo in tako, in da mislim, zdaj, ideja je bila ta, zdaj, ubesedeno, verjetno je bilo to malo bolj elegantno, ampak češ, poglejte, zakaj pa sploh rabimo to agencijo, če pa ljudje kupujejo manj knjig, bralna pismenost upada, bla, 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 bla. Jaz mislim, da je treba tukaj ločevati dve stvari. Jaz mislim, da ministrica dobro ve, kakšno je stanje pač na knjižnem trgu, zakaj bralna pismenost upada, ker upada povsod po svetu, zakaj upada pač prodaja knjig, kakšna je tukaj vloga Javne agencije za knjigo. Mislim, da se ona dobro tega zaveda. In tukaj gre preprosto pač za neke politične vzvode, napadov v tem primeru v veliki meri na nevladnike, ki so se napovedovali. In jaz mislim, da je tukaj pač ta primer. Zdaj, nevladniki so, mislim, da dobro opozarjali na to, da ne gre samo za neko škodoželjnost ali pa za neko pač ne, ampak zdaj, kaj je tukaj bilo? Tukaj je šlo za zamrznitev, napovedano zamrznitev sredstev, ki se v resnici ne more zgoditi.
Ti lahko po rebalansu sicer imaš anekse in spremeniš pogodbe in to podpišeš in tako, ampak ta rebalans se še ni zgodil. In ministrstvo je pozvalo nevladnike, da prenehajo pošiljati zahtevke za plačilo. Če bi nevladniki prenehali pošiljati zahtevke za plačilo, bi bili v prekršku lastne pogodbe. Potem kršijo pač določila pogodbe, se jim lahko prekinajo financiranja. Kar pomeni, da gre tukaj pač za nek političen manever, prek katerega ti ljudi same spravaš v pozicijo, kjer si oni v bistvu prekinijo dotok sredstev. To se je zgodilo že pač. Naj bi se to zgodilo, že z Ukomom v času korone, jaz takrat nisem bila tako pozorna do to mi je Forbici povedal. In se mi zdi, da je tukaj zelo očitno, da je ta diskrepanca tudi pravno, ne samo vrednostno, ampak tudi pravno med dejanskim stanjem pa stanjem, ki ga pač prikazuje ministrstvo, zelo drugačna in da je tukaj en ogromen razkorak in da je treba konstantno opozarjati na to, kaj je dejansko stanje, pa kaj so pač ta zavajanja in laži. Ampak ne glede na pač, zdaj v tem primeru s trenutno garnituro ministrstva, ampak ne glede na politično opcijo. Treba se konstantno oklepati pravne podlage in konstantno slediti temu in opozarjati na to, kaj to dejansko je. In to je povsod, tudi v znanosti. Tako. Treba se pač oklepati teh dejstev. In potem imaš dejstva in pa imaš interpretacijo teh dejstev. In mislim, da se bo več in več dogajalo v naslednjih letih to, da se bo pač seveda mimo teh dejstev interpretirali stvari tako, da se bo pač podkopavali nevladnike in cel ta ekosistem. In to je to, kar so nevladniki super povedali, je, da to spodkopava ne samo posamezne projekte, ki jih zdaj za naslednje leto ne morejo planirati, ne samo posamezne ustvarjalce, ampak cel ta kulturni ekosistem odnosov, ki so se zgradili desetletja. Spodkopava pa še nekaj, kar je mogoče bolj pomembno v tem bolj daljnoročnem smislu in to so tudi pač izpostavili nevladniki in sicer spodkopava zaupanje v pravno državo. In zaupanje v to, da se država drži, ravno zato, ker tukaj gre za obhod tega pravnega mehanizma. Čisto pravno, formalno to ne zdrži. In mislim, da je Alja Lobnik lepo rekla z Maske, če se država sama ne drži svojih zavez, kdo ji potem lahko sploh še verjame? In kdo lahko verjame v neko pravno varnost? In mislim, da je tukaj vprašanje, ki presega vprašanje kulture. Seveda je osnovano v vprašanju kulture, ampak to bi mogli skrbeti vsakega od nas. To spodkopavanje nekih teh pravnih mehanizmov, pravne varnosti, zaupanja, tega, da se lahko mimo pač teh, to zdaj vidimo marsikje že in to gre zelo hitro. In ko se enkrat to začne lomiti in ko to začne spolzi zelo hitro. In se traja zelo dolgo, da pridemo nazaj potem na to točko, kjer se obnovi ne samo pač ta sistem, ampak tudi zaupanje posameznikov do tega sistema. In mislim, da nas mora to tudi skrbeti. Ne samo to, za ljudi, ki jim pač ni mar za to, kako bodo zdaj delali nevladniki programe, kako bodo, razumem, enim ljudem pač to ni mar. V redu, ampak vsakega bi pa morali to skrbeti. Ker lahko naslednjič se to zgodi kmetom. Lahko se to zgodi obrtnikom, lahko se to zgodi mladim mamam, lahko se, Pač kulturniki so pač tukaj patient zero, v redu, ker smo lahka tarča, ker je pač lahko nahujskati nekoga proti kulturniku, ampak mislim, da to nakazuje na nek mal bolj zaskrbljujoč širši mehanizem in mislim, da bi morali resno pač se ukvarjati s tem, kako zelo očitno opozoriti, da obstaja neka meja in vsaj poskušati opozarjati na to mejo. Mislim, da je to stvar, ki bi mogla skrbeti vse nas. Zaključili bo še mogoče z malo upanja, malo veselja. To je zelo malo morbidno. Zato me zanima, kaj ti pa v tem času, ki nam prinaša tudi veliko bremen v tem svetu, ki je takšen, kot je, tebi prinaša veselje. Za nacionalni radio si recimo za oddajo Izšlo je, ste povedali, da ste za to knjigo zadnjo, bili smo 3 od moža dobili star japonski lesorez in da se je že zaradi tega splačalo napisati knjigo. Ja, absolutno. Kakšen lesorez je to? To je lesorez neke gejše, ki prebira
zvitek in je prej visel nad mojo delovno mizo, zdaj sva pa spalnico okrog obrnila, pa visi nad posteljo. Ampak ja, mislim, kaj meni veselje prinaša? Na dnevni ravni čaj, bi jaz rekla. Ta črni čaj? V bistvu zjutraj jaz začnem dan z skodelico zelenega čaja, japonskega zelenega čaja, in potem nadaljujeva ponavadi z možem, če imava čas, da si nekako razmejiva dan, ko prideva iz službe domov. Nadaljujeva s kitajskimi čaji, s to gong fu metodo, to se pravi, imaš zelo majhen čajniček, čeprav ni v obliki čajnička, gajvan se reče, taka posodica. In imaš zelo veliko čaja, zelo malo vode in zelo malo časa, tako da prilivaš lahko večkrat in potem se usedeš in imaš lepo mizico, imaš lep pladenček, skodelice, skratka, pač gre za nek tak ritual, malo počasnjevanja, potem pa so to, ne vem, čaj iz 500 let starih dreves in podobno. In ti da neko to dodatno perspektivo, no? Tudi na čas, na to, kaj ti počneš, na vse to povezano s tem, kar je bilo. Se mi zdi, da v takih malih stvareh jaz najdem ogromno veselja. V čem še? Zdaj se učim s porcelanom delati, to mi prinaša veliko veselja. V resnici ogromno teh nekih ročnih stvari, dober vrt seveda, ampak se mi zdi, da take tudi stvari, preko katerih lahko potem jaz v resnici to bo zdaj še čisto predolg odgovor, jaz v resnici ogromno nekega navdiha, če temu hočeš tako reči, ali pa nekega vzgiba za načine pisanja ali pa za razmisleke o pisanju, pravzaprav najdem v stvareh, ki nimajo nobene veze z literaturo. Ne sem v drugih umetniških medijih ali pa zvrsteh. To je drugače verjetno zato, ker če jaz berem neko knjigo, potem sem zafrustrirana, zakaj jaz tega ne morem narediti na tak način in pol je nek drug medij lih to odmakne, da si rečem, ok. Ampak predvsem tudi v metodah ljudi, ki delajo čist druge stvari. Neke ročne spretnosti, ne vem, lončarji, mizarji. Zadnjič sem bila pri enih naravnih vinarjih, ki na res tak čudovit način korespondirajo z njihovo zemljo. V bistvu oni so rekli, da poslušajo to, kar zemlja rabi in potem to posadijo. Mislim, to so neke metode tega, kakšen odnos ti zauzemaš do lastnega materiala, ki jih lahko najdeš v tem, kako recimo se je razvila ta metoda gong fu čaja, v tem pristopu, in v tem, kako ti žličko izrazbaraš in narediš skodelico. In ta nek pristop in ta metoda in ta odnos do stvari, s katero si v odnosu, to v resnici. Take male stvari meni, ne samo, da mi ogromno veselja in smisla prinašajo, ampak jih v resnici lahko potegnem tudi potem v svoje delo, v smislu načina, pristopa. In se mi zdi, da me take stvari potem res mogoče celo bolj napolnajo kot to, da preberem neko super knjigo, pa si rečem, fuck, to bi mogla jaz znati napisati. Ta neka zdrava distanca. Tako da, take stvari, čist take male življenjske pa fancy čajniki. Pia Prezelj, hvala, ker ste bili moja gostja. Najlepša hvala. In hvala tudi vam, dragi gledalke in gledalci, poslušalci in poslušalke. Naslednji teden smo spet skupaj.